Danes v Pomurskem dnevniku 36. lendavska trgatev. Odpis dolga in odpust obveznosti. Nezgodno zavarovanje za otroke in mladino. Pomurska kulinarika v družbi drznih pilotov. Vreme jutri delno jasno. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v tokratnem Pomurskem dnevniku. V soboto se je s tradicionalno že 36. lendavsko trgatvijo zaključil letošnji festival Vinarium. Kljub slabšemu vremenu se je na letošnji trgatvi zbralo veliko obiskovalcev od blizu in daleč, ki so si lahko ogledali predstavitve domačih običajev in vinogradniških opravil, uživali so lahko v bogati kulinarični ponudbi ter folklornem festivalu. Na tradicionalni prireditvi Lendavska trgatev so sodelovala številna društva, folklorne skupine, mažoretke in vinska kraljica Prekmurja z vitezi vina ter številni drugi. Vpisani povorki, ki obiskovalcem predstavljajo ljudske običaje in tradicionalna vinogradniška opravila, je letos. Skupin je bilo nekje do 80, tako da je bilo vse skupaj nekje med 200 in 300 udeleženci v povorki, potem pa še pridejo udeleženci v popoldanskem programu in mislimo, da bo res nekje 5000 obiskovalcev skozi cel dan tukaj na Lendavski trgatvi. Letošnjo Lendavsko trgatev pa je še dodatno popestrila milenijska fotografija, v kateri so sodelovali obiskovalci prireditve, ki so skupaj z organizatorji Turistično zvezo Lendava in Zvezo kulturnih društev Lendava v Lendavskem parku izpisali besedo Lendava ter izrisali obliko grozda, kar pa je ovekovečila fotografija iz zraka. Župan občine Lendava je vesel, da je prvi festival Vinarium uspel. Lendavska trgatev je zadnja v sklopu prireditev, ki smo jih imeli pod nazivom Festival Vinarium. Mislim, da smo lahko vsi skupaj zadovoljni, predvsem organizacijski odbor, katerega sem vodil, ocenjuje, da so vse prireditve zelo dobro uspele. V teh 10 dneh je bilo več kot 30 000 udeležencev. S festivalom Vinarium so zadovoljni tudi na Turistični zvezi Lendava. Torej, celoten festival Vinarium je bil res pika na i tem prireditvam, ki so bile v Lendavi. Ne samo festival Vinarium, tukaj so še mnoge ostale prireditve, tudi po vaseh in tudi v mestu, ki pač jih moramo poudarjati in so res izjemnega pomena tako za turistično ponudbo, saj obiskovalcem dajemo nekakšno animacijo tukaj v okolju in kolikor se pogovarjamo z turisti, z obiskovalci tukaj v Lendavi, so vsi navdušeni nad temi našimi prireditvami, saj so večinoma tudi kulinarične in vemo, da imajo turisti oziroma imamo radi kulinariko, dobro hrano in pa dobro pijačo, ki je vsekakor lendavsko vino. Po uspešno končanem prvem festivalu Vinarium pa že z novimi idejami in zanimanjem zrejo v prihodnost. Predvsem ne bomo več govorili o posamičnih dogodkih, ampak govorimo o sklopu dogodkov in sedaj sem prepričan, da bomo dosegli tisti najpomembnejši cilj, to, da bomo dogodke vrteli celo leto, da bomo turistično ponudbo krepili skozi celo leto in da bodo tudi vse te aktivnosti, ki ste jim bili zdaj priča v teh nekaj dneh, da bodo na nek način kontinuirano izvajane skozi celo leto. Še mogoče zelo pomemben podatek, jaz se moram zelo zahvaliti sponzorjem, ki so se zelo dobro odzvali in moram povedati, da se pravzaprav smo prišli do točke, ko se prireditve pravzaprav financirajo z zelo malim vložkom proračunskih sredstev in pričakujem, da prihodnje leto več niti tega ne bo potrebno. Popoldne je zaznamoval folklorni festival Kulturna dediščina v pesmi in plesu, na katerem so nastopile folklorne in tamburaške skupine iz Slovenije, Madžarske, Hrvaške in Avstrije. Od vsa leta doslej je tudi letos Lendavska trgatev postregla z bogato lokalno kulinarično ponudbo, ki so jo ponujale krajevne skupnosti lendavske občine. V preteklih mesecih je država sprejela ukrep, ki naj bi pomagal socialno šibkim pri njihovih dolgovih. Gre za enkratni odpis dolga. Na drugi strani pa poznamo osebni stečaj, v okviru katerega je prav tako govora o odpustu dolga. Poraja se torej vprašanje, ali gre za isto zadevo in če ne, kakšna je pravzaprav razlika. Odgovore na naša vprašanja ima Miran Vrbanič, svetovalec iz zavoda PIP. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, da vas kar na začetku vprašam, ali gre za isto zadevo?
Podobnost je tukaj zgolj v poimenovanju, vsebinsko pa ne. Smo pa pri pravnem svetovanju ugotovili, da ljudje ta pravna instituta radi zamenjujejo. Kakšna je pa potem razlika? Razlike so številne. Tukaj je zakonodajalec potegnil ločnico. Recimo za enkratni odpust dolga niso upravičene osebe, ki so že v osebnem stečaju. Na drugi strani pa je odpust dolgov oziroma obveznosti namenjen prav za osebe, ki pa so v osebnem stečaju. Enkratni odpust dolga recimo se je začel veljati 3. avgusta 2015 in ga bo mogoče koristiti do 31. oktobra 2015, torej rok se tukaj izteka. Pri odpustu dolgov oziroma obveznosti v osebnem stečaju pa se to lahko zgodi šele po določenem preizkusnem obdobju, ki pa lahko traja vse od 2 do 5 let. Torej, upravičenci niso enaki, če prav razumemo. Tako je, niso. Upravičenci do enkratnega odpusta dolga so tiste osebe, ki so od 1. januarja 2015 do 30. junija 2015, torej prvih 6 mesecev letošnjega leta, bili prejemniki ali denarne socialne pomoči, ali varstvenega, ali veteranskega dodatka, ali otroškega dodatka za prvi ali drugi dohodkovni razred, oziroma otroškega dodatka tretjega dohodkovnega razreda, vkolikor so istočasno bili prejemniki dodatka za nego otrok oziroma dodatka za veliko družino. Ali je možno kje preveriti, kdo je upravičen do enkratnega odpisa dolga? Možno je preveriti na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ustvarili so prav aplikacijo v ta namen, kjer lahko vsaka fizična oseba preveri ali upravičenca. Kateri dolgovi pa se upoštevajo za odpis? Tudi tukaj je razlika. Vkolikor gre za enkratni odpust dolga, so to dolgovi, ki so nastali do 30. decembra 2013 in so upniki teh dolgov prav tako podpisniki sporazuma o enkratnem odpisu dolga. Zdaj, ti upniki oziroma število upnikov se stalno povečuje, saj je tudi možen naknadni pristop k sporazumu. Na drugi strani pa pri osebnem stečaju pride do odpusta obveznosti šele, če stečajni dolžnik da predlog za takšen odpust in pa je možnost za tiste dolgove, ki so nastali do začetka osebnega stečaja. Prav, najlepša hvala vam za te informacije. Prosim. Poletne počitnice so minile in običajni šolski ritem se je že vzpostavil. To pa je tudi čas za ureditev nezgodnega zavarovanja otrok. Ponudnikov nezgodnih zavarovanj za otroke in mladino je v Sloveniji kar nekaj. Po čem se razlikuje ponudba Vzajemne? Ponudba Vzajemne se razlikuje predvsem v tem, da poleg klasičnih nezgodnih kritij vsebuje tudi nekatera zdravstvena kritja. Ob tem bi poudaril, da so športni riziki v bistvu že zajeti v to zavarovanje, torej izključitev ni, razen pri nekih vrhunskih športnih aktivnostih in pa pri rizičnih aktivnostih. Torej premija je zelo ugodna. Je pa še ena stvar, ki je zelo pomembna, to je ta, da tako kot pri ostalih nezgodnih zavarovanjih, klasičnih nezgodnih zavarovanjih Vzajemne, je tudi pri nezgodnih zavarovanjih za otroke in mladino posebnost ta, da je pri 30 najbolj pogostih zlomih od lobanje do petnice izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote zagotovljeno v 14 dneh po vložitvi škodnega zahtevka. To je zelo pomembno. Kaj to pomeni? To pomeni, da nam tudi, če se po zdravljenju ugotovi, da ni nobene invalidnosti, ta denar ostane, sicer pa, če je invalidnost ugotovljena višja kot ta prejšnja, se pa še ta razlika doplača. Kaj torej krije nezgodno zavarovanje za otroke in mladino pri Vzajemni in kakšni so paketi? Torej, klasična nezgodna kritja od trajne invalidnosti, dnevnega in bolnišničnega nadomestila, pri 2 starejših starostnih skupinah tudi kritje nezgodne smrti, ter 2 rizika, ki sta še poleg, bolj zdravstvena, to je kritje pojava nekaterih težjih bolezni in pa zlomov kosti, izpahov, opeklin. Paketov je več, so 4, razlikujejo se po različno vključenih kritjih in pa po zavarovalnih vsotah, s tem je tudi različna premija, tako da je sestava teh paketov res narejena tako, da lahko vsak starš za svojega otroka najde primeren paket. So sklenitelji teh zavarovanj deležni še kakšnih drugih oziroma posebnih ugodnosti? So, vsako leto so deležni še česa zraven. Letos smo jim pripravili za vsako sklenitev eno lično torbico, ki jo lahko uporabijo za telefon, denar ali kaj podobnega. Hkrati pa smo v Murski Soboti pripravili posebno ugodnost za vse sklenitelje in sicer za vsako sklenjeno zavarovanje se prejme kopalna karta, celodnevna, za odraslo osebo, bodisi v zdravilišču Radenci ali pa v Termah Lendava. Kako pa lahko starši sklenejo to zavarovanje?
Sklene se preprosto, priporočam, da ga sklenejo v naših poslovalnicah ali pa neposredno pri naših prodajnikih, s tem si zagotovijo tudi to celodnevno kopalno karto za odraslo osebo. Lahko se pa sklene tudi preko spletnih strani www.vzajemna.si ali pa preko brošur. Te brošure so na voljo na naših promocijskih mestih, tudi v naših poslovalnicah. Preprosto se pristopnica izpolni, pošlje, zavarovanje pa velja takrat, ko je premija plačana. V teh dneh je aktualno tudi zavarovanje dijakov in študentov, ki bodo v teh dneh izgubili status. Kako je pa z njihovim zdravstvenim zavarovanjem? Res je, september in oktober sta vroča meseca za študente in tudi dijake. Tako je, kadar posameznik, dijak ali študent preneha šolanjem ali se prijavi na zavodu za zaposlovanje ali pa se zaposli, takrat ni več zavarovan kot družinski član, ampak mora za svoje zavarovanje poskrbeti sam. Mora se torej vključiti v obvezno zdravstveno zavarovanje, ker pa to zavarovanje ne krije vseh stroškov zdravstvenih storitev celoti, ampak del, je seveda zelo priporočljivo, da se sklene dopolnilno zdravstveno zavarovanje in sicer v roku 1 meseca, potem ko se je posameznik vključil v obvezno zavarovanje. Poudaril bi, da morajo biti na to pozorni tudi vsi tisti, ki sicer so še študentje, se še šolajo, ampak so stari 26 let, zakon pravi, po 26. letu oziroma ob dopolnjenem 26. letu postane vsak posameznik tudi zavezanec za doplačilo. Promocija Pomurja v sklopu Red Bull Air Race je v polnem zamahu in je že obrodila prve konkretne rezultate. Na podlagi povabila organizatorja se je na prizorišču dirke v Špilbergu v Avstriji predstavila izbrana ponudba pomurske kulinarike. Lušna paradižnikova juha, kremni pomurski sir, tradicionalna prekmurska šunka, tünka v zaseki, v prijetni družbi svežih goričkih vin, radgonske penine in domačega kruha je le delček izbrane kulinarične ponudbe, ki so je bili deležni obiskovalci dogodka. Tekom vikenda je več 10 000 obiskovalcev ponovno uživalo v zračnih vragolijah najboljših svetovnih akrobatskih pilotov v sklopu najhitrejše motošportne serije na svetu Red Bull Air Race. Priložnost biti v družbi s svetovnimi šampioni in izbrano poslovno javnostjo pa s pridihom izkorišča Pomurje, ki v letu 2015 na dirkah sodeluje kot uradni partner dogajanja. Na začetku ponujamo prekmursko šunko od Kodele, potem naš rajhov ajdokruh z kekec pašteto, potem praženo čebulo in goji marmelado. Naslednja jed je krajinska klobasa od panvite, potem naslednja je ta naš rajhov sendvič z telečjim jezikom in prešano šunko. Naslednja jed je paradižnikova hladna juha z rumenim paradižnikom, narejen iz sladoleda. Potem naslednja pa je sladica, sladoled iz prekmurske gibanice in pokuhana jabolka. In kakšno je zanimanje tukaj za vse te dobrote iz Pomurja? Ja, moram povedati, da kar fajn, obisk je kar, vse kot vidite je polno, tako da tudi mi uživamo in tudi gosti uživajo. Članom konzorcija Redno dobro Panvita Ave, 8, Lušt, Mlinopek, Panorganik, Pomurske mlekarne in Radgonske gorice sta se pridružila še šunkarna Kodila in vinska klet Marov, ki so v sodelovanju z gostilno Rajh pripravili prav posebno pogostitev. Pri svojem delu so uporabili le sestavine pridelane v Pomurju ter jih zavili v kulinarično zgodbo. Vrsta čakajočih za okušanje pomurskih dobrot in predvsem zadovoljni nasmehi gostov so dobra popotnica, da se bo tovrstna povezana promocija Pomurja nadaljevala tudi v prihodnje. Takrat, ko sem zagovarjal sam projekt v začetku leta, sem povedal, da nas ne sme biti strah biti med najboljšimi. In mislim, da to, da smo tukaj zraven na takem dogodku in sami ste dobili vtis, kaj je ta dogodek, da je to dejansko svetovna špica. Jaz mislim, da to daje po eni strani samozavest regiji, po drugi strani regijo spoznavajo pomembni ljudje oziroma tudi izkoriščamo za to, da se srečujemo tukaj. Tu danes imamo recimo sestanek z 5 avstrijskimi podjetji, 3 od tega se zanimajo za investiranje v Sloveniji, vendar seveda jim poskušamo zdaj predstaviti Pomurje kot najboljšo lokacijo v Sloveniji. Tako da gledajte, če se ne izpostaviš, če ne pokažeš, kdo si, kaj si, ne moreš pričakovati, da bo nekdo prišel. Za tistega, ki še nikoli za Pomurje ni slišal, za tistega Pomurje ne obstaja.
Medtem, ko so prizorišče preletavala letala z napisom Pomurje in se je pomurski ambasador Peter Podlunšek boril za čim višjo uvrstitev, je izbrana druščina tisočih VIP povabljencev v prostorih rejs kluba uživala ob dobrotah pomurske kulinarike. Iz podatkov, s katerimi razpolagam v tem trenutku, je že vidno, da je Pomurje pridobilo enormno na razpoznavnosti. Ljudje so začeli spoznavati Pomurje, iz celega sveta prihajajo v Pomurje. Vemo, ker so nam povedali, da so ravno našli nas preko napisa pomurje.eu na letalih, so potem šli na internetno stran in seveda preko od tam naprej so se odločili seveda za dopustovanje pri nas. In potem po spremljanju internetne strani, po spremljanju socialnih medijev, ne nazadnje po odzivov ljudi, kateri nas srečujejo po vseh tekmah, vemo, da je pozitiven učinek. In seveda jaz mislim, da regija edino, kje se lahko spromovira na način preko prireditev, katere so vse splošne, katere so svetovno znane, kajti lokalno promocija enostavno, jaz mislim, da ni pomembno, ampak je treba iti preko meja. In Red Bull Race je ravno taka zgodba, kjer na zelo nevsiljiv način predstavimo Pomurje kot regijo in privabljamo na eni strani turiste, na drugi strani pa tuje investitorje. Kulinarična predstavitev Pomurja na dogodku Red Bull Air Racea v Špilbergu pa predstavlja prvi korak k možnostim nadgradnje promocijskega sodelovanja Pomurja tudi na širšem poslovnem področju. UNESCO si že več desetletij prizadeva za višjo pismenost, ki bi vsem zagotovila pravico do znanja kot pogoj za boljše življenje. Današnji dan je od leta 1966 razglašen za Mednarodni dan pismenosti. Z njim se promovira pomembnost branja in pisanja ter opozarja, da izobraževanje ni nekaj samoumevnega. Letošnje geslo je pismenost in trajnostne družbe. Mednarodni dan pismenosti je priložnost, ko posamezniki in skupnosti lahko ponovno odkrijejo veselje do branja. Obenem pa dviga zavest o tem, da na svetu še obstajajo takšni, ki nimajo dostopa do izobraževanja. Kot poudarja UNESCO, je pismenost temeljna človekova pravica in osnova za vseživljenjsko učenje. Je bistvenega pomena za družbeni in človeški razvoj. Posameznikom, družinam in družbam predstavlja instrument, ki lahko pomaga izboljšati zdravje, dohodek in odnos do sveta. Pismenost pa ni le osnovna človekova pravica, temveč tudi temelj za učenje in orodje za osebnostno rast. Je katalizator družbenega in globalnega napredka. Nove tehnologije, vključno z mobilnimi telefoni, ponujajo nove možnosti za pismenost za vse. Treba je vlagati več v skupne cilje, zato so pozvali vsako državo članico, da okrepi prizadevanja, tako politična kot finančna, s katerimi bi pismenost prepoznali kot enega najmočnejših pospeševalcev trajnostnega razvoja. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo pogostejša v severovzhodni Sloveniji. Več o vremenu pa v nadaljevanju. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 18 stopinj Celzija. Opoldne ste v Karinskem parku Goričko, Murski Soboti in Radencih namerili 17 stopinj, ter v Lendavi 2 stopinji več. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, ponekod bo še pihala šibka burja. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo pogostejša v severovzhodni Sloveniji. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti 10 in Mariboru 9 stopinj, najvišje dnevne pa se bodo gibale okrog 19 stopinj Celzija. V četrtek bo na Primorskem pretežno jasno, burja bo zvečer ponehala. Drugod bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, še bo sveže. V petek bo večinoma sončno vreme z občasno povečano oblačnostjo. Temperature v prihodnjih dneh se bodo v naših krajih dopoldan gibale okrog 10 stopinj, popoldan pa med 19 in 24 stopinjami. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran www.tvideja.si. Z nami bodite tudi jutri. Nasvidenje.